Ja, gledališče te nekako potegne, ne? In mene je potegnilo v obdobju, ko sem bil prijatelj, pokojni Igor Torkar, je prišel v Poljane delati vikend in tam leta 1975 mi je rekel: Andrej, ko enkrat stopiš na odrske deske, ne moreš več dol. To te prevzame in delaš praktično celo življenje. No in to pomeni, jaz sem prišel v gledališče tukaj v Poljanah. Mora biti prva stvar, ki je bila leta 1975 ta Ravbarski cesar, kjer sem igral Tomaška. Predtem sem pa že v osnovni šoli igral tudi Mihca v tajnem društvu PGC, kar je bila moja prva velika vloga. In hkrati neka značilnost, ki se jo zdaj nazaj gledam, da smo v tej osnovni šoli, ker so učitelji niso dosti ukvarjali z nami, smo v režijo ali pa kar smo že delali takrat, učenje te igre, prevzeli kar sami. In nekako me je mene to potegnilo, jaz sem v gledališču pol želel malo več, ne samo igrati, vlekli me k režiji. Enako se je zgodilo potem po istem vzorcu v gimnaziji, kjer smo kot razred začeli delati predstavo in nazadnje sem jaz pač izpadel kot režiser oziroma naslednjo že delal kot režiser. In enako spet na fakulteti, kjer smo delali eno igro, in sem spet nekako padel v to, da sem začel režirati, ob tem pa pač še vse ostalo v Poljanah, sem nadaljeval to tradicijo od leta 1975 naprej. Gledališče v Poljanah je imelo kar močno tradicijo, tako kot so imele te večje vasi, središčne tradicijo uprizarjanja gledaliških iger, je bilo to tudi v Poljanah. To je bilo v kulturnem domu, ki je bil zgrajen pred vojno. In v tem kulturnem domu so se uprizarjale predvsem igre na temo Tavčarja. Tukaj so bili Poljanci najbolj uspešni s Cvetjem jeseni, že pred mano, o tem se je veliko govoril, potem pa seveda z tem Ravbarskim cesarjem, ki ga je režiral Igor Torkar. In v tej organizacija je bila pravzaprav, kakor se jaz spomnim, bolj ad hoc. Pomeni, takrat, kadar se je pojavljala neka skupina, neka igra, so se ljudje začeli okrog tega jedra nabirati, študirati, imeti vaje in potem so imeli predstavo in potem so hodili okrog gostovati. In isto se je zgodilo potem celo obdobje, kar sem jaz delal v Poljanah. Vedno se je pojavila neka ideja, nek vodja, ki to sprožil in potem igro tudi realiziral. Seveda je bil pa nek backup, sigurno, a ne v kulturnem društvu Ivan Tavčar Poljane, ki se je potem formiral, imel neke formalne organe, predsednika in tako, ki so se seveda tudi začeli truditi za te stvari, predvsem za organizacijo predstav, za finance in tako naprej. Ampak sam dom tukaj je pa bil na razpolago in kdor je pač imel kakšno idejo, da je zbiral ljudi, se je to začel delati. V gledališče v Škofji Loki sem jaz vstopil preko gimnazije, preko teh predstav, ki smo jih delali kot razred. V 3. razredu gimnazije smo mi organizirali eno predstavo Štefanec Večna lovišča, zato da bi zaslužili denar za naš maturantski izlet. To predstavo smo potem odigrali na Loškem odru, dali so nam dvorano, nič ne vem, kdo se je za to omenil, kako je bilo, mi smo sem dol prišli in tam imeli tudi vaje, naredili eno predstavo, ki je imela potem 15 ponovitev, mislim, da in ena velika uspešnica pravzaprav, kljub temu, da je naredil samo en razred, in seveda smo tudi zaslužili za dosti denarja za ta maturantski izlet. Dol v Loškem odru sem potem naslednje leto delal predstavo Hlapci, tam sem pa bil že kot režiser in kot igralec, odigral sem župnika. Je pa drugi razred ponovil isto zgodbo, kot smo jo mi prej, samo da smo večina vlog odigrali ostali gimnazijci, no, neki pa tudi iz tega razreda. V Loškem odru je pa bila organizacija takrat tudi nekako razpuščena.
pred staro gledališče je bilo, res je imelo zanimivo arhitekturo, tako kot tam je bila neka telovadnica, tudi za dvigalce uteži, potem preddverje, v dvorani so bile deske, dile, stoli stari, oder, potem so bile seveda lončene peči, ta vonj po gledališču, ki ga danes ne dobiš več toliko, saj jaz kar hodim po gledališčih, ga ni več, tam je pa res bil. In še ena stvar je bila tam dol v gledališču, to je bila ta hišnica Karlinca. Ona nas je in mene posebno vzljubila in v bistvu, kadar smo prišli, so bila vrata odprta, čajček skuhan, tako da sem imel to podporo v njej neverjetno. Potem je pa šla moja pot seveda na fakulteto, na medicinsko fakulteto v Ljubljani. Tam sem začel igrati v Šentjakobskem gledališču. To sta bile edini predstavi, kjer pravzaprav nisem samo igral. V Šentjakobu nisem nikoli drugega delal, 2 predstavi sem odigral. In potem v Poljanah. V Poljanah smo od leta 1981 naprej. Takrat je bila premiera moje Šarovčeve slive, morebiti najbolj predstave, ki me je najbolj zaznamovala. Na sporedu, bom rekel, tako je bila 35-40 let. Ves čas tudi odseki so se igrali, ta dramatizacija je bila nekako Poljancem pisana na kožo, seveda tudi v dialektu. Anica, ki je igrala, je z njo tudi živela. No, in v tem času 1981 smo v Poljanah naredili Tavčarjev kulturni teden oziroma Tavčarjeve dneve, kjer je bilo še druge predstave, med drugim Holekova Nežika, to je bila nekako bralna uprizoritev, ki jo je delal Miran Herzog. Tam sem tudi igral. In potem sem pa jaz začel večina delati z otroki. To je pa bilo tako, jaz sem pač prišel iz Ljubljane, ponavadi sem pogoje naredil spomladi in poleti sem pač delal preko študentskega servisa in zbiral mladino v tem kulturnem domu. In od takrat naprej smo delali predstave, predvsem Čarobna košara. Ta je bila zanimiva, ker je bila posneta za televizijo in moram reči, da še po 40 letih sem videl, da je bila na sporedu. Nisem vedel, kolikrat so jo ponovili, ampak ker je bila taka poučna o zdravju otrok in o umivanju zob, o zdravi prehrani, o telovadbi, so jo očitno na televiziji zelo velikrat zavrteli. Od takrat so nam kupili malo kablov električnih za tale dom, za plačilo. No, in potem smo imeli pač predstave Taki smo, Ste Partljiča, potem naslednja je bila Ptički brez gnezda, tudi zelo ena lepa predstava, ki smo jo potem po 30 letih obnovili pred par leti, tako kot bralno predstavo z isto zasedbo, točno isto 30 let. In potem še Mali princ. No, to so bile glavne otroške predstave. Zbiral sem pa otroke tako poleti, pač nabrala se je gruča, lahko jih je bilo tudi 30-40 tukaj. Danes bi se to imenovali oratorij ali bi se pa imenovali poletne počitniške urice otrok ali karkoli, ampak mi smo pa poleti tukaj delali predstave. S temi otroki smo ostal ves čas v stiku, marsikdo se ukvarja z gledališčem, tudi še danes. In vem, da tudi nam je bilo zelo lepo se družiti. Takrat so bili drugi časi, jaz sem upal s šoferjem peljati te otroke naše v Zagreb, v živalski vrt, 40 otrok, potem smo se pa v Čatežu ustavili in sem bil sam z njimi, pa ta šofer in v bistvu mislim, da jih vsaj pol ni znali plavati. Pa smo vseeno lepo preživeli tisto in je bilo za njih ena krasna izkušnja. Tako da se mi zdi, da ta gledališče ni samo ustvarjanje, je seveda tudi druženje. No in kasneje, potem do 91. leta pa v Poljanah nisem več veliko delal. 91 se je pa že začelo Cvetje v jeseni, ki ga je režiral Herzog. To je bilo še, mislim, da še pred
pred vojno so začela, ne, in potem igrali veliko to predstavo in je bila tudi uspešnica. Od drugih sem pa še v Ljubljani, kot študent smo študenti medicine igrali predstavo Zdravnik po sili Moliera. Spomnim se premiere v festivalni dvorani, mislim, da je bilo 1200 ljudi noter, tako da so bile tudi zanimive izkušnje. Ja, takrat je pravzaprav gledališče imelo možnost, ker drugih stvari ni bilo toliko veliko. In v letu od 75, bom rekel, do 87, ko sem jaz bil najbolj aktiven, od teh 12 let, smo recimo šli ponudili predstavo v šolah in so prišle šole, smo ponudili predstavo v tovarnah in so nakupili karte, smo šli v sosednje vasi gostovati in praktično so bile predstave vedno dokaj polne. Spomnim se, da bi bile ravno nabasane, ampak polno. Ljudje so bili zainteresirani, ker to je bilo res pomenilo druženje, možnost nečesa, nekaj videti, nekaj doživeti, in gledališče je igralo močno vlogo v tistem času.